Nahajamo se v novih prostorih Drame na Litostrojski 56. Zdaj smo si že malo pogledali te prostore. Kaj pa vam pomeni ta pridobitev? Ja, mi smo presrečni, da nam je uspelo po manj kot enem letu, odkar smo podpisali pogodbo, zagotoviti kompletno novo Dramo, pravzaprav samo na drugi lokaciji, da imamo tukaj fantastične pogoje, skratka, ker imamo velik oder, imamo malo Dramo, imamo dva vadbena odra, kjer lahko pripravljamo predstave. Tukaj smo pravkar v kavarni, ki je za občinstvo, zadaj je za odrje, ki nudi to, kar pač gledališče potrebuje. Tukaj so tudi prostori za našo upravo. Skratka, dejansko smo se vsi zaposleni v Drami priselili kompletno kot kolektiv sem, kjer bomo lahko ustvarjali naprej in kjer z veseljem pričakujemo naše občinstvo. Kako pa občinstvo pride do vas? Ja, to smo se pa, moram reči, potrudili in naleteli na izredno prijaznost in kooperativnost sa strani Ljubljanskega potniškega prometa, ki so prisluhnili našim željam in potrebam. Tako da smo zelo zadovoljni, ker bojo lahko naši gledalci po predstavah z posebnimi avtobusi, ki bojo namenjeni samo njim, se odpeljali nazaj proti centru, odkoder bojo lahko poiskali povezave v druge dele Ljubljane. Tako da zaenkrat smo dogovorjeni, da bojo to 4 dodatni avtobusi. Prvi bo šel ob 15 do 10, potem ob 20 čez 10, ob 15 do 11 in ob 15 čez 11. To je zaenkrat naš dogovor. Namenjen je seveda vsem obiskovalcem, ki se bojo lahko po predstavah seveda tudi zadržali še na pijači tukaj v kavarni in potem ulovili še zadnji avtobus, s katerim bojo lahko se odpeljali v center. Kdaj pa pričakujete prve obiskovalce? Začeli bomo z otvoritvijo male Drame najprej. To že naslednji petek, se pravi 4. oktobra, bomo uprizorili odlično duhovito igro Žorža Pereka Povišica v režiji Anđelke Nikolić. Medtem ko veliki oder bomo pa odprli 12. oktobra z fenomenalno igro Maksima Gorkega Otroci sonca v režiji Pavla Mađelja. Prisrčno vabljeni, da pridete v naše prostore in si ogledate novi dom Ljubljanske Drame. Kaj je bilo za vaju glavno vodilo pri tem, ko ste vzpostavila to novo Dramo na Litostrojski 56? Osnovna ideja je bila, da tukaj seveda mi vzpostavljamo pač nek integriran sistem dvoran in prostorov, ki obstajajo že zdaj na Slovenski, na tej historični stavbi. Ampak se pravi na nek način, da vsaka izmed teh v osnovi javnih programov, to, kar smo videli, javno dostopnih delov, da ima en svoj zelo močen, specifičen karakter. Eno je ta prostor, v katerem smo, gre za prostor male Drame, ker smo želeli, da prideš noter in v bistvu to bo še en zelo svetov prostor, kjer je svetloba tudi potencirana. To je v bistvu tekstil, ki se uporablja za stiranje rastlinjakov, zato je ta aluminij tam proti pregrevanju. Tukaj pa naš osnovni motiv to, da na nek poseben način odbija svetlobo in ta prostor, tam imamo velika okna, se spreminja skozi dan in pač tudi skozi letne čase, ima spremljiv karakter. Medtem ko vstopen del na ta veliki oder je v bistvu se ukvarja z aluzijo na to klasično gledališče, kjer imamo pač eno polno rdečega tekstila, stopiš ti ta rdeč tekstilen ambient in ki te potem na nek način te odreže od zunanjosti in te pripravi na vstop v foaje, ki pa na nek način v njem se potem znajde en lesen objekt z stopnišči, prek katerega se potem vstopa v veliko dvorano. Zelo pomembno nam je bilo tam tudi, da smo zgradili te stopnice, ker to za nas pomeni neko idejo gledališča, arhetip gledališča, da obstaja tudi ta drama vstopa v gledališče, pospenjenja oziroma sestopa potem. Prav tako je, zdaj če spet vrnem na dvorano male Drame, v bistvu ena črna škatla, en v bistvu tehničen prostor, kjer omogoča igre, drug tip iger. In tukaj smo gradili na te razlike med nekim povsem svetlim in neko temo. Na velikem odru smo pa probali narediti en interjer, ki ima v bistvu nek karakter, ki je bolj materialen, če je tukaj abstrakten, je tam bolj materialen, ker tudi v bistvu dvorana, ta zdaj glavna dvorana Drame,
ima v bistvu nekih svetlih rjavkastih tonih, zlata in tako naprej. Ne. Tam smo se odločili, da kar ohranimo viden les te konstrukcije, s katere je zgrajena ta dvorana, in pa hkrati smo prenesli stole iz obstoječe Drame, one imajo zlato rjav tekstil, temu smo pa sledili tudi pri uporabi preproge in to so v bistvu neke te osnovni materiali, ki zgradijo te prostore. Ko pa je bilo glede materialov, nekaj smo že slišali, ampak zakaj ste uporabili ravno te, pa tudi luči se mi zdijo zelo zanimive, če lahko še kaj o tem poveste? Ja, spravi, mi da so se spopadli z neko to zgodbo, na kakšen način narediti, oblikovati interjer oziroma arhitekturo, ki ima začasno trajanje, in v bistvu sva se že od vsega začetka odločila, da bova mogla delati v tej smeri, da bojo materiali, ki se bojo lahko potem tudi ali se reuporabljajo, ali pa se bojo potem reuporabljali. Tako da so poskušala čim več stvari iz obstoječe Drame, ki so bile na voljo, uporabiti v novi Drami, nekaj zaradi tega duha, da se prenese iz ene lokacije na drugo lokacijo, nekaj pa tudi zaradi tega, da v bistvu ne zavržemo nekaj stran, pa novo kupujemo in potem gre spet stran. Tako da, kar se pa tiče vseh teh zaves, ki ste jih videli tudi po avlah Velikega odra in v dvorani Velikega odra, je vse v bistvu bilo kako bi rekla, v skladišču L56 in smo nekako potem to reuporabili. Sej, če je zelo močna luč prižgana, boste videli vse te detajle, ker je vsak tekstil malo drugačen, tako da gre za nek kolaž nekih različnih materialov, ki ustvarjajo novo zgodbo. Je pa, to pa sva v bistvu že, ko sva pred začasnim gledališčem, ko je prišel sem, sva v bistvu poskušala vzpostaviti neko večnamensko dvorano, ki je v bistvu funkcionirala kot prireditveni prostor, in so tudi tam že v bistvu razmišljali o teh ready-made produktih, kot so luči, neki drugi elementi, mize, stoli, in v bistvu sva prav konkretno za luči uporabila neke stare prezračevalne cevi, smo jih narezali in je v bistvu nastal na nek način produkt. Tako da sva poskušala z nekimi elementi, ki niso sicer značilni ali pa se uporabljajo v interjerju, nekako ustvarjati neke nove zgodbe, nove karaktere prostora.